Lep dober večer. Vas lepo pozdravljam na nocojšnjem večeru, pogovornem večeru z naslovom Moja evropska zgodba. Letos bo minilo 10 let, odkar je Slovenija članica Evropske unije in čez 100 dni bomo na evropskih volitvah volili nove evropske poslance. Kaj je pridružitev Slovenije skupni evropski hiši, kot nekateri imenujejo Evropsko unijo, prinesla nam osebno, v zasebnem ali poklicnem življenju? Kako občutimo danes Evropsko unijo? Kakšne priložnosti nam nudi? Nas je morda česa strah? Kakšni so naši spomini na čas, ko še nismo bili v Evropski uniji? In kaj od Evropske unije pričakujemo v prihodnje? To so vprašanja, s pomočjo katerih bi radi od vas in od naših nocojšnjih gostov slišali evropske zgodbe. Torej, najprej vabim naša nocojšnja gosta, evropsko poslanko dr. Romano Jordan in gospoda Ivana Garčnika, predsednika Kolpingovega združenja Slovenije, da nam predstavite svoje evropske zgodbe. In seveda hvala obema, da ste se odzvala vabilu. Gospa Romana Jordan, poznamo vas predvsem kot evropsko poslanko, saj tam slovenske volivce zastopate že od leta 2004. Tako da gotovo zelo dobro poznate, kako deluje evropska politika v Bruslju. Pa bi vendarle začela s tem, kakšni so vaši prvi spomini na Evropsko unijo, kje ste se srečali z njo in kako ste jo doživljali. Hvala lepa in dober večer vsem, ki ste se zbrali danes na petkov večer tukaj. To že pomeni, da bo mora nekaj Evropa in hkrati tudi položaj Slovenije v Evropi nekaj pomeniti, da so pravzaprav na začetku teh 2 dni, ki jih ponovadi tem posvetimo družini, da ste pripravljeni priti sem in se o tem pogovarjati. Ja, res je, evropsko zgodbo, to v političnem smislu živim že od leta 2004. Se pa spomnim, da takrat, ko sem iz skoraj da popolne anonimnosti bila izvoljena, me je marsikdo vprašal, kako si sploh predstavljam to, ker nimam nobenih političnih izkušenj, kako bom delovala v evropskem prostoru. In sem takrat odgovorila, sej politika pokriva pač različna področja in politik mora znati zelo veliko stvari. Mora poznati recimo nekaj področij, tistih, ki jih pokriva, kot recimo ali okolje, ali socialna politika, ali izobraževanje. Hkrati mora imeti pa še ogromno drugih veščin, kot je iskanje kompromisa, neka empatija, dobra komunikacija. Niti sama se takrat nisem zavedala, pravzaprav, kaj se je to. In se mi zdi, da sem kar zadelana s tem odgovorom. Že preden sem postala poslanka v Evropskem parlamentu, sem imela nekih mednarodnih izkušenj, kajti delala sem kot raziskovalka na Inštitutu Jožef Štefan in sicer na področju jedrske varnosti. Jedrska energija in pa varnost pa veste, da je nekaj, kar itak sega preko meja. Sploh v Sloveniji je to izredno pomembno, ker Slovenija je dobila jedrsko elektrarno še kot del Jugoslavije. Mi nismo imeli takrat tehnologije, ki bi jo sami razvili, tako da elektrarna je bila ameriška, Westinghouseova in celotna dokumentacija je bila ameriška. Naslanjali smo se na tujo znanje, tudi oziroma sodelovanje. Mladi ljudje, takrat sem pač bila mlada, sem šele začela profesionalno delati, smo hodili tudi na izobraževanje, ne samo po Evropi, tudi v Ameriko. In že takrat sem dobila ta občutek odprtosti, sproščenosti, in jaz bi rekla temu horizontalnosti, da sicer je bila neka vrste hierarhija, ki si jo čutil v odnosih, ampak vendarle se je zelo dobro sodelovalo. Se mi zdi, da iz te prejšnje države jaz nisem imela takega občutka, odnosi niso bili tako odprti, niso bili tako sproščeni in hierarhija je bistveno več veljala. To sem potem še enkrat doživela, potem tudi, ko sem šla v Evropsko unijo. Če sem čisto iskrena, moram reči, da sem takrat, ko smo se pridruževali Evropski uniji, bila iz tega izredno vesela, da sem tudi promotorka, sem prek stranke tudi pomagala, da je bil rezultat referendumov, ki smo imeli
obem za NATO in za EU čim boljši. Pa vendar sem nekako tudi nekje v ozadju je vedno tlela en pomislek, kaj je pravzaprav tista resnična motivacija, ki žene te zahodnoevropske države takratne, da se želijo odpreti, da nas želijo medse. Ali je to samo trg, ali si res želijo samo nekega novega trga, kjer bojo prodajali svoje izdelke, ali gre to res za tisti strogo kapitalističen odnos, ali je to res kaj več, ali so to res vrednote, tisto, o čemer se je pa tudi govorilo. In ta moja prva izkušnja iz Evropskega parlamenta iz leta 2004, ki se mi je potem tudi naprej potrjevala, je bila, da gre za mnogo več. Nas so ti poslanci in poslanke resnično zelo lepo sprejeli. Jaz vam ne bom tu govorila o tistih stvareh, ki jih vam itak preberete. Jaz vam bom govorila o tem, kar sem sama doživela. In sama sem res doživela ta resničen, kako bom rekla, prijateljski odnos in resnično veselje, ko smo začeli sodelovati. Vedeli so ti poslanci, da smo mi prišli naenkrat v parlament, veliko nas je bilo, da je Evropski parlament pa sploh sprejemanje evropskih inštitucij ena zelo komplicirana stvar in so nam tudi zaradi tega pomagali. Ampak jaz recimo te pomoči nikoli nisem videla v smislu avtoritarne pomoči ali pa v smislu, to ste vi, ko ste novi, pa bomo mi smo vaši mentori, pa bomo pomagali. Morda sem imela srečo, ampak dejansko so se gibala v teh krogih, kjer smo bili zelo, zelo enakovredni in smo tudi veliko sodelovali. Pa še nekaj sem tudi doživela. Imela sem izobrazbo z področja energetike, delovala sem na področju raziskav in zato sem si zelo želela priti v odbor za industrijo, raziskave in energetiko. V te odbore smo bili imenovani glede na Dontov sistem, se pravi glede na to, koliko poslancev posamezna država ima. In ta odbor, kam sem si jaz želela, je bil cilj številnih poslancev, zato ker sprejema ogromno zakonodaje. Ne sprejemajo vsi odbori v parlamentu enako veliko zakonodaje, ta je res veliko sprejema. In jaz seveda ne bi nikako mogla postati članica tega odbora, če bi šli strogo po nekih zapisanih pravilih. In takrat so se Nemci odprli proti nam in so rekli, gledajte, mi smo dosti velika delegacija, mi vam prepustimo to eno mesto, mi bomo že zapolnili, vse nas je dovolj, bomo še vse imeli nekaj svojih mest in so se takrat umaknili nekoliko nazaj. In ta odnos sem jaz pri njih večkrat doživela. Večkrat so bili pripravljeni kje popustiti, se odpreti, seveda so potem itak toliko pridobili pri teh medosebnih odnosih, da zato tudi oni zelo dobro zdobirajo potem te svoje politike. Ampak nemška delegacija je ena izredno odprta delegacija, jaz sem jo doživela sploh v prvem mandatu kot eno delegacijo, ki še vedno nosi ene spomine iz preteklosti, ki se jih še vedno na nek način, ne bom rekla sramuje, ampak se jih zaveda in se poskuša nekako odkupiti za vse tisto, kar se je v Evropi dogajalo za to in da so zaradi tega, da so se iskreno trudili za te odnose, da so bili čim boljši. Morda mi bo to rekel, da sem naivna, ampak jaz sem na tak način to stvar videla. No, moram pa reči, da se je pa stvar začela spreminjati po krizi, leta 2008 oziroma po letu 2008. Takrat se je pa potem, spet moja ocena, se je videlo, katere države so tiste, ki resnično gradijo na nekih evropskih vrednotah, pa tiste, ki so o evropskih vrednotah bolj govorile, ukrepale pa ne. Ker nekatere so prej ukrepale, druge kasneje, nekatere še vedno ne ukrepajo. Iz evropskega nivoja pa se država pomaga. In to nediskriminatorno. Kriza se je začela pri vseh v nekem istem trenutku. Seveda, glede na to, kaj smo prej počeli, pa vsi žanimo različne rezultate. In zdaj se pa že vidi, da ni več toliko tiste solidarnosti, ko smo jo prej čutili, ampak da se že začenja neke vrste tudi, bom rekla, terjanje odgovornosti.
Recimo, osebno meni se je zgodilo, da sem bila na eni konferenciji Evropske ljudske stranke, ki je v Dresdnu, ki veste, da je bil popolnoma porušen. In tam smo razpravljali o evropskih gospodarskih politikah in Dresden je ena zgodba o uspehu, ki je postala zgodba o uspehu pač za pomočjo Zahodne Nemčije, ampak tudi zaradi tega, ker se je dosti resno lotil reševanja problemov. No in prav tam je bilo potem tudi odprto vprašanje solidarnosti, pomoči, krizo in sem pa takrat sem pa prvič doživela, da so pa moji kolegi iz Nemčije pa odkrito dejali, da enkrat bomo morali nehati na tak način govoriti, da solidarnost ja, ampak da se bodo morali izkazati tudi rezultati. In to mislim, da je tudi eno svarilo Sloveniji, da solidarnost pomeni odgovornost na obeh straneh. Ker če ni odgovornosti na obeh straneh, potem je pa to naivno, vse ene strani. In to je zdaj na hitro, tako bi rekla, v 5 minutah na ta moj pogled do Evropo 10 let, odkar sem v njej, seveda je pa še ogromno detajlov in stvari, v katerih se bomo pa zagotovo še pogovarjali potem kasneje. Imate mogoče kakšne strahove ali vas nam daje kakšne grožnje strani Evropske unije, kako bi recimo potekal nadaljnji razvoj, tudi z ozirom na to krizo, ki je sedaj? Jaz imam glavne strahove v povezavi s Slovenijo, ker v Evropi vidim, da stvari gredo naprej. Kakorkoli morda že počasi, ampak gredo, se premikajo. Marsikdo sicer lahko reče, da to ni res, da je še vedno število brezposelnih zelo veliko, ampak lahko se sicer opremo na čustva ljudi, ki so sicer izredno pomembna, mislim pa, da moramo videti pa tudi neki dejstev, ki se pa izražajo prek številk, ki so objektivna. In dejansko se vidi, da recimo vse države, ki so zaprosile za evropsko pomoč, začenjajo okrevati. Sicer zelo počasi, ampak začenjajo okrevati. Irska je celo izstopila iz mehanizma pomoči. Tako dobro je, da je celo pri njej ne samo, da se je pojavila gospodarska rast, ampak se celo povečuje že zaposlovanje. Španija zdaj resno razpravlja o tem, da bi tudi izstopila iz tega mehanizma, ker se že kažejo rezultate. Grčija seveda ne, ker je imela tudi veliko hujše grehe, ki jih mora popraviti, ampak tudi pri Grčiji se že kažejo na finančnih trgih določeni rezultati. Če pogledamo celotno Evropsko unijo za letošnje leto, razen Cipru in Sloveniji je napovedana pozitivna gospodarska rast. In mi tam resno razpravljamo o industrijski politiki, recimo ravno kar smo delali nekaj v zvezi z jeklarsko industrijo, o politiki na področju podnebnih sprememb, o raziskovalni politiki, sprejemamo čisto konkretno zakonodajo, konkretne programe. In včasih, ko se v Sloveniji pogovarjamo o tem, ker si želim, da bi Slovenija več vedela o tem, da bi to izkoristili, mi kdo reče, da mi živimo v drugem svetu. Jaz pa pravim, ne, jaz ne živim v drugem svetu, jaz pa včasih občutek, da tukaj v Sloveniji živimo nekje drugje. Jaz se bolj tega bojim, da v Sloveniji ne bomo resno naredili tistega, kar bi morali. To me še zanima, ker ste od vsega začetka, od pridružitve Slovenije Evropske unije v Bruslu dejavni, kako se je razvijal ta odnos tujcev do Slovenije? Opisali ste že tiste svoje prve izkušnje z sprejemom v Evropskem parlamentu in odnosom nemške delegacije do vas. Kako pa ostali Evropejci doživljajo Slovenijo tudi preko vašega dela? Ja, to je pa v bistvu lepa zgodba. Ko smo prišli tja v parlament, je vse zanimalo o naših državah. Na začetku se je morda še, ne morda, zagotovo. Na začetku so zagotovo še Slovenijo zamenjali za Slovaško, ampak se tudi verjetno Litvo z Latvijo. Pa še danes zdaj to Litvo z Latvijo zamenja Slovenijo, Slovaško pa mislim, da kar že zelo težko. Zanimalo jih je, kako je v naši državi, zelo so bili odprti za te pogovore
In mi imamo tudi različne možnosti, da potujemo kot delegacija, recimo enega odbora, drugega odbora ali kakšnega foruma, da potujemo v eno od držav Evropske unije. No in takrat v letih 2004-2009 smo praviloma potovali v te tako imenovane nove države članice in sploh ni bil problem z udeležbo, zelo velika je bila. Tudi v Slovenijo so prišli poslanci preko različnih priložnosti. Eno sem celo sama organizirala v okviru Evropskega energetskega foruma. To je bilo prednje Slovenija začela predsedovati in je v bistvu bilo namenoma organiziranih nekaj takih obiskov, zaradi tega, ker je to tudi potem seveda slovenski vladi pomagalo pri predsedovanju, ker je že prej navezala stike, razpravljala o določenih problemih, o določenih zakonodajnih dosjejih, to je treba vse prej narediti, ker imajo potem seveda v času predsedovanja samo pol meseca in če želijo biti uspešni, mora biti vse naprej napravljeno. No, skratka, tista delegacija, ki je takrat bila v Sloveniji, je bila navdušena. Bili so to poslanci, bili so predstavniki evropske energetike, bili so predstavniki služb Evropskega parlamenta in po eni strani jim je bila všeč celotna organizacija, kako je bilo resno narejeno, po drugi strani so bili pa tudi presenečeni nad Slovenijo. Slovenijo so si namreč vsi takrat predstavljali kot del tega sovjetskega bloka, predstavljali so si, da smo približno tako tudi razviti. Zaradi tega so bili presenečeni, prijetno presenečeni in jaz sem od marsikoga od teh ljudi slišala potem tudi kasneje, da se je v Slovenijo vrnil še privatne počitnice. Ker se o tem tudi pogovarjamo. In zaradi tega je za njih zdaj tudi to tako presenečenje, kaj se v Sloveniji dogaja. Kaj se v Sloveniji dogaja, da imamo tako velike probleme, da imamo veliko hujše probleme, kot recimo ostale, te večina novih držav članic, je pa to seveda zelo težko razložiti zaradi več vzrokov. En razlog je ta, da to, kar se pri nas dogaja, lahko več ali manj samo mi razumemo, ko v tej državi živimo, mogoče še v kakšni drugi vzhodnoevropski, kjer imajo, kaj doživljajo kaj podobnega, v eni drugi, ne vem, Nemčiji, ali pa Britanci, to zelo težko razložiti. To je en razlog. Drug razlog je pa ta, da kako hitro se o teh stvarih pogovarjaš, to seveda je negativne novice. Negativne novice v svoji državi. To pa tudi ni zelo dober širiti okrog, ne. Tako da moramo pač to paziti, tisti, ki smo v Evropskem parlamentu. Seveda ne smemo lagati, ne smemo zavajati, povemo dejstva, ampak na tak način povedati, da ne škodiš svoje države. Je morda sodelovanje med Slovenci zunaj Slovenije boljše kot znotraj Slovenije? Recimo, naša skupina poslancev, oziroma vseh poslancev je 8, če se motim. Ja. Kakšno je to sodelovanje? No, ja, tu včasih želijo ljudje narediti iz nas neke boljše osebe, kot v resnici smo. To lahko iskreno povem. Mi smo samo ljudje. Ampak imamo pa to srečo, da delamo v evropskem prostoru, ki je nam kot politikom bistveno bolj prijazen kot nacionalni politični prostor. In da so določene teme v evropskem prostoru, ki so v slovenskem interesu. In v takem primeru seveda mi lahko skupaj potegnemo. In tudi naredimo kaj skupaj. Si tudi prizadevamo, da naredimo kaj skupaj. So pa seveda razlike med nami, ker smo tudi izvoljeni bili v različnih strankah. In to, da je nekdo izvoljen v SDS-u ali pa da je nekdo izvoljen v neki drugi stranki, pomeni, da so med nami ideološke razlike, te pa seveda ostanejo. Ampak drugače pa poskušamo, to pa lahko rečem, da poskušamo res čim bolj sodelovati, se tudi pogovarjamo med sabo in tako da ti odnosi so bolj humani, verjetno kot v nacionalni politiki. Potem je še pa v Bruslu tudi stalno predstavništvo. To bi pa rekla, da je pa tako kot neka izpostava slovenskih ministrstev. To so ljudje, ki se pogajajo za Slovenijo pri komisiji za določeno zakonodajo, tisto, ki jo potem svet sprejema, se pravi slovenski ministri. No, tisti ljudje pa imam jaz z večino njih zelo dobre odnose, ne, z njimi, z vsemi imam dobre odnose, nimam pa, mislim se pa z vsemi srečala, ne, ker
napredujem čisto na vseh področjih. In bi rekla, da kljub temu, da so tudi politično opredeljeni, da ja, so vsi zelo odprti, sodelujejo z nami, nas servisirajo, nam podajo informacije, tako da tukaj jih lahko samo pohvalim. Morda še zadnje vprašanje. V tem prvem delu, kako se je vaš odnos do Slovenije spreminjal v tem času, saj ste večino časa zunaj Slovenije? Ja, večino časa nisem zunaj Slovenije. To je malo zmotno mišljenje, ker vsak teden pridem domov. Ja, vsak teden pridem domov in tudi večina poslancev se tako obnaša, zaradi tega, ker mi nismo tam zato, da oblikujemo nekje ločeno v enem prostoru evropske politike, pa nas ne zanima, kaj se doma dogaja. Mi smo izvoljeni doma, mi smo izvoljeni v Sloveniji, zato, da bomo Slovenijo ustrezno zastopali v Bruslu in Strasburgu. Zato moramo vedeti, kaj se doma dogaja. Zato moramo vsak teden priti domov, se srečevati z ljudmi, ne samo takole, kot se zdaj z vami srečujem. Jaz se srečujem tudi s predstavniki industrije, s predstavniki raziskovalcev, s predstavniki nevladnih organizacij. Čisto vsak teden sem doma, v Bruslu sem tako 3-4 dni na teden, ne več. Potem pridem pa v Slovenijo. Kljub temu, kako se spreminja vaš odnos na Slovenijo? Me je čisto zaneslo. Na Slovenijo sem jaz imeli zelo ponosna in tudi takrat, ko sem prišla v parlament, sem prišla tja kot ponosna Slovenka in taka tudi ostajam. Me pa seveda situacija, ki se pa v Sloveniji dogaja, če dalje bolj skrbi. Vendar pa menim, da ni razlog za to, da naša država ne bi bila več ponosna. Ker ni država tista, ki mora meni dati ali ne ponos, ampak moram jaz ustvariti s svojim dejanjem stvari, da bom lahko kot osebnost nastopala nekje v tujem prostoru. In mi vsi, vsak posameznik in skupaj delamo sliko v Sloveniji. Me pa seveda situacija v Sloveniji skrbi. Ne vem, kaj bi še rekla na to. Ker me verjetno itak razumete vsi, kot da govorim z opozicijske drže, ampak mislim, da bi rekla to, ne glede na to, katera vlada bi bila zdaj trenutno v oblasti. Hvala, gospa Jordan, za enkrat. Gospod Ivan Gačnik, poznamo vas kot zelo dejavnega, tudi nekdanjega politika v lokalnem okolju. Med drugim ste tudi predsednik Kolpingovega združenja Slovenije. Kakšne so vaše izkušnje z Evropo, nekoč in danes? Ja, dobro vprašanje. Vrnil se bom na nekoč. Ista generacija smo skoraj tu in rojen sem v manjšem obmejnem kraju, v Bežici, 47 leta in ko sem bil star 10 let deček, so se dogajale čudne reči. V šoli smo se učili, kako čudoviti družbi živimo, kjer je vsak enak, kjer smo vsi dobro plačani in iz moje vasi so okrog leta 56 pričeli mladi fantje uhajati čez mejo. In soseda je naenkrat zmanjkalo, ga ni bilo, potem so ljudje še šli v Avstrijo, iskati boljšo zaposlitev, ni bil zadovoljen tu pri nas in tako se je moja zgodba pravzaprav pričela razvijati. Potem seveda kot pionirček, mladinc, aktivno mladinc v delovnih brigadah, dobim prvo službo in ta služba je bila pred nam pač zelo slabo plačana. Bil sem železarne Ravne, izučen za kontrolorja metalurških izdelkov in s prvo plačo se ni dalo kupiti pravzaprav nič. Z eno plačo si nisi mogel kupiti zimskega plašča, tega si si ne bolj želel, ker prihajam iz bolj delavske družine in ni bila milica denarja. In seveda želja mladega človeka je, da je pač lepo oblečen. In potem se je to do 69 leta ponavljalo, ta slaba plača. 69 leta pa je prišla pri nas v Jugoslaviji takratni do težke gospodarske krize. Težko se je dobila zaposlitev, bili smo še slabši plačani od začetka in takrat sem se odločil, da tudi jaz pričnem z evropsko zgodbo. In sem si poiskal delo v Nemčiji, v Münchnu. Tam sem bil 5 let, med tem časom sem se doma poročil, imel 2 otroka, zgradila smo ženo hišo, tako do pol
Imamo med vprašanje, takrat se je že dalo zakonito prestopiti mejo. Dobro vprašanje, zakonito seveda, ker prejšnja oblast je pri nas bila zelo zvita. In Tito, ko je opazil, pravzaprav cela vrhuška jugoslovanska, ko je opazila, da se pričenja kriza, so oni nekaj odprli. Mi smo bili pravzaprav predani delavci v Nemčijo, ker jaz sem prvo zaposlitev dobil pri IBT Trbovlje in potem so nas poslali v Berlin ali v München. Jaz sem se za München odločil in 6 mesecev sem bil zaposlen v jugoslovanski firmi v tujini. In ta nas je tudi izkoriščala. In potem sem se osamosvojil, si našel drugo delo v Nemčiji, ki je bilo solidno plačano in tako smo si zgradili hišo tu v Slovenjgracu in preselil sem se 75 leta v Slovenjgradec. No, potem poznate razmer, od 75 se je družba začela nekako ekonomsko tudi postavljati na noge, določeno obdobje je bilo pri nas prav lepo takrat, ljubila so se posvojila, lepo se je živelo in ko je prišla samostojna Slovenija, sem se z velikim veseljem že prej vključil v to politično vrenje. Že v Pučnikove čase, potem seveda poznam, kateri stranke sem zajadral, tam sem tudi bil kar uspešen in potem sem bil izvoljen za občinskega svetnika. Med tem časom sem pa spoznal Kolpingovo organizacijo, ki se je vrnila v Sloveniji po dolgem obdobju, 45 leta je bila prepovedana in vzeto vse premoženje. Kolping je pa za svojo socialno idejo že deloval v takratni monarhiji, bomo rekli. In so bile tu okrog v kraljevini Jugoslaviji, potem najprej v monarhiji, potem v kraljevini Jugoslaviji že 5 pomočniških združenj, Kolpingove združenja. In ta 99, pravzaprav 93. leta je po prepovedi v demokratični državi spet zaživela ta ideja katoliškega socialnega gibanja, ker Kolping je bil pravzaprav socialni delavc na katoliškem področju. In takrat sem pa že spoznal Evropo, ker sem zelo hitro prišel v vodstveno organizacijo Kolpinga v Sloveniji in takrat smo že potovali v Evropi. In takrat so nas poznavali in Kolping se je širil in tako sem Evropo spoznal z druge plati. No, 2004. leta je pa bila Slovenija tako sprejeta v Evropo in bili smo v tem obdobju najbolj uspešno nacionalno združenje pri Kolpingu Evrope. Najhitreje rastoč združenje in seveda obenem sem bil pa 2 mandata v Slovenjgradcu občinski svetnik mestne občine in tu sem pa spoznal, nekaj smo že prej slišali, a ne od staršev povojne zgodovine. Tu v občinskem svetu je pa bila že pobuda sprožena, da se te zgodovinske stvari pač na en način uresničijo, da se ta spomin na te povojne pobite, ko je vzpostavi z enim obeležjem in v mojem mandatu je potem prišlo, ker do spominskega obeležja na pokopališču ni prišlo, ko se je občinska oblast, seveda s soglasjem svetnikov, odločila, da izda knjigo. In takrat smo pa podrobno spoznali vsa ta dogajanja, tudi za ta grobišča v Slovenjgradcu, Velika Žančani in na cerkvi je sedaj tudi spominsko obeležje. To je ta naša evropska zgodba, pravzaprav mogoče nekateri mi prav, da daljamo to zgodovino, samo brez zgodovine ni prihodnosti. To je moje mnenje in seveda bomo enkrat morali to na slovenski ravni tudi upraviti dostojno in častno. Dejali ste, da ste že leta 1969 šli v Nemčijo. Kako doživljate ta odnos Nemcev ali pa tujcev do vas takrat in sedaj, ko ste sedaj v tem združenju in delujete tam? Kako bi lahko opisali ta odnos od takrat in danes? Ja, 69. leta smo bili v Nemčiji gastarbeiteri, se reče. Delavci, ki nas je Nemčija gostila. Kako so ljudje z vami ravnali takrat? Ja, jaz sem imel srečo, da sem bil v veliki tovarni in so nas pravzaprav kar dobro poznali. Tega se ni čutil v tovarni, ne.
Občutilo se je po družbi, si bil vlasta, da si bil nekaj manj ve. Kje ste bivali, recimo, takrat? Ja, tovarne so poskrbele za nas, samski domovi so bili, ne? Ker nismo bili samo gostovali tam je bilo Turkov, Italijanov, Portugalcev, vse te države, ki so pač imeli probleme za postitve doma. Kako ste se sporazumevali med sabo in z drugimi ljudmi? Ja, tudi to je v bistvu sreča, ne? Pravzaprav sem hitro dobil delovno mesto predelavca v tovarni in takrat mi je potem nemška tovarna plačala izobraževanje za nemški jezik in sem naredil 6-mesečni tečaj nemškega jezika in sem ga kar hitro vladil, pa tudi prijateljev. Nemško govorečih sem si kar nekaj pridobil, zelo dobro prijatelj. V Bratovodja je bil dvakrat pri meni v Sloveniji na obisko. Vse pravim, to je vse odvisno od človeka in tudi kako se usoda poigra stav. Še imate stike z ljudmi iz tistih časov? V Nemčiji nič več, ker tudi ni več teh. V glavnem so je moja generacija vrnila vsa sedaj že v Sloveniji. Ljudje, ki so delali v vidu, jih je malo ostalo. Mislim, z Nemci pa? Ja, poglej, jaz sem zdaj star 67 let, moj brat Vodja je pa, ja, tako da stikov več ni. Nekaj jih je že umrlo, tudi je treba pošteno delati. Tako se to dogaja z nami. Kaj ste delali v prostem času tam takrat? Ja, smo šparali, delali pa šparali. Tako da tam veliko zabave ni bilo. Ja. Kako pa sedaj v tem združenju Kolpingovo? Ja, Kolpingovo združenje je pa zanimiva stvar, to je velika mednarodna organizacija, ki ima po celem svetu. Jaz sem povedal, da je gospa naša članica Kolpingove domovine Staritet in zastopnica Kolpinga Evrope v Evropskem parlamentu. Tam vam je nekaj poslancev, slovenski ste skoraj vsi naši člani, Sofija še ni, Njošina Govačina. Ja. In gledajo kar dobro na nas. Seveda je pa zdaj problem, to je tudi treba, smo v župniskem prostoru, pa ne bilo zamerjali, ne. Mariborska nadškofija nam je naredila kar veliko škodo tudi v Kolpingu Evrope. Ker smo tam, kjer je družba pravzaprav, vse to cirko ne more biti izjema. Bili smo uspešni, sedaj pa malo stagniramo in upam, da bomo ostali pri življenju. Vas je česa strah, podobno vprašanje, ko sem že zastavil v gospe Romani, v zvezi z Evropsko unijo? Je to neka institucija, ki je daleč stran? Kolping je imel to srečo, da smo spoznavali evropske inštitucije prav blizu. Organizirali so seminarje v Štrasburgu, tako da smo spoznali delo Evropskega parlamenta, Evropskega sveta Evrope, ki ima tudi sedež v Štrasburgu, tako da pravzaprav od Slovenije Evropa je odvisna, to moramo vedeti. Tudi Slovenija s svojimi dolgovi zdaj, ki jih ima, ne more uničiti. Ali imam prav? Mi smo odvisni od Slovenije. Ja, tu je. Mi smo odvisni od slovenske politike, ne od evropske. Vse te marsikdo vpraša, zakaj Evropa ne poskrbi bolje, zakaj je govorila, da so tako veliki dolgi v Sloveniji nastali, samo to ni stvar evropske politike. Pri nas je pač lepo, da evropsko politiko kritiziramo. Na Evropo je vse kriva. Prej je bil Beograd, zdaj smo se pa na Evropo fokusirali in vse, kar se dogaja, je pravzaprav ni naša krivda, mi smo vzlični. Tako vidijo. Mogoče še za zaključek, kaj si želite, pa kaj pričakujete od Evrope v prihodnje? Ja, pričakovanja, da pač se obdržimo, da se mogoče Evropa tudi razširi, da se razvija iz krize države. Že izstopajo, ne, Slovenija pa malo zaprav zadaj, da se tudi slovensko gospodarsko popravi in da ostanemo v Evropi, ker ideja Evrope je nekaj čudovitega. Če smo mi 69. leta lahko pristali delo v takratni Evropi že, a ne, zakaj je ne bi sedaj mladi ljudje izkoristili? Ker sedaj pa res ni nobenega problema s potovanjem. Mi, ko gremo na te evropske kongrese, si človek pa ja, ne more kaj boljšega zaželeti. Mene so prve en denar je nekaj za mene. Mogoče se
ne deli moje mnenje, ampak tako je moje mnenje, saj si mene vprašal. Evropa je nekaj dobrega. Dobro, hvala lepa obema.